Najprej dobrodošli seveda v občini Apače, v naši sejni dvorani. Nadgradnja sistema C je velik in kompleksen projekt, ki smo ga 3 občine pripravile in seveda tudi izvedle. Pripravlja se zaključek projekta, dejansko je izvedba končana, pravzaprav še zaključna dela potekajo, ostalo pa je zaključeno. Kaj več bo to povedala tudi kolegica županja, ki je nosilka projekta, občina Gornja Radgona, kolegica Urška, ki ima celotno sliko in podatke o tem projektu. Za samo občino Apače naj povem, da je projekt izjemnega pomena, predvsem za stabilizacijo oskrbe s pitno vodo. Namreč v prvi fazi sistema C je ostalo še vedno ogromno starih vodovodnih cevi in vodov, ki seveda niso bili stabilni, in doživljali smo iz leta v leto nove defekte in velike izgube na celotnem vodovodnem omrežju. In ravno iz tega razloga je bila tudi odločitev občine Apače, da se priključi temu projektu in da naši občini zagotovi stabilno in varno oskrbo z pitno vodo. Vse skupaj smo si prizadevali, seveda, da peljemo projekt transparentno in da je v končni fazi zadovoljen občan tista zadnja in končna točka, ki jo želimo doseči. Še vedno s tem projektom seveda nismo priključili vseh gospodinjstev v naši občini. Prišli smo nekje na, mislim, da okrog 88% gospodinjstev, ki je priključenih na javno vodovodno omrežje, tudi s to nadgradnjo sedaj, tako da je velik del res pokrit sedaj z javnim vodovodnim omrežjem. Je pa seveda razpršeno naselje, razpršeno poseljenost v naši občini tisto, ki nam preprečuje, da bi ti odstotki bili še višji. Seveda je oskrba s pitno vodo nekaj, kar občina mora zagotavljati in tudi stremimo k temu, ampak je po drugi strani racionalnost oziroma ekonomičnost in upravičenost do nekih investicij pod velikim vprašanjem, prav iz tega razloga, kot sem omenil. Tako da lahko povem, da sem zelo zadovoljen, da smo k projektu pristopili, da smo ga izvedli z vsemi možnimi težavami in spotikami tekom izvajanja in pridobivanja sredstev, ampak v končni fazi moram povedati, da se je izplačalo, in tukaj tudi velika zahvala tako izvajalcem, s katerimi smo sproti usklajevali vse skupaj, kakor tudi seveda nosilni občini in pa kolegov iz Svetega Jurija, da nosilni občini seveda za uspešno vodenje projekta in da smo pripeljali ta projekt do konca, in pa seveda kolegu županu iz Svetega Jurija za korektno sodelovanje, in želim, da v tej smeri tudi nadaljujemo v prihodnje še s kakim skupnim projektom. Toliko na kratko z moje strani. Vse 3 občine smo leta 2021 pristopile k tej izjemni investiciji. Jaz bom rekla, da se v tem trenutku morda še vsi prav dobro ne zavedamo, kaj v bistvu to prinaša v te naše kraje. Po eni strani je osnovna namera bila, da se zagotavlja nemotena oskrba s pitno, z zdravo, kvalitetno pitno vodo, in seveda glavnina poudarka v tej investiciji, v tem projektu je vsekakor povečanje obratovalne moči vodnega vira Segovci-Podgrad. V tem trenutku se prav tukaj zaključuje oziroma potekajo še dela. In jaz bom povedala za občino Gornja Radgona, da velikokrat se je zgodilo, oskrba je sedaj v času projekta bila motena, ampak ob tako obsežni investiciji preprosto drugače ne gre. In jaz bi se želela tukaj zahvaliti resnično za potrpežljivost in za strpnost vsem občanom. Po drugi strani bom pa si sedaj vzela trenutek oziroma 2 in bom prebrala, katere ulice v Gornji Radgoni, kateri dela naselja mesta Radgona pa so v tem projektu bili
zaobjeti in tako nekako lahko poslušalec, občan, vsakdo, ki spremlja ta projekt, dobi tisto pravo sliko glede razsežnosti tega projekta v občini Gornja Radgona. Torej, v naši občini se je ta investicija poteka na območju ceste na stadion, na bivši avtobusni postaji, na območju Grajskega hriba, del naselja Podgrad, ulica Marija Rožman, Kajuhova ulica, ob potoku, na območju Kocljeve in Mladinske ulice, Ciril Metodova ulica, Maistrov trg, Gasilska ulica za gasilskim domom, Strma ulica, Vrtna ulica, Panonska, od železniške postaje do ceste na stadion ter področje Trga Svobode, Jurkovičeva ulica, ulice po celotnem bregu za Mariborsko cesto in zdravstvenim domom, območje Trubarjeve ulice, Pintaričeve ceste ter dalje ob progi, območje Vrečove ceste, Trstenjakove in Miklošičeve ulice, del Ljutomerske ob trgovini Eurospin ter na Šlebingerjevem bregu. Izgradilo se še več odsekov sekundarnega vodovodnega omrežja, ki se je navezovalo na obstoječe vodovodno omrežje. V naselju Lokavci se je zgradilo primarno ter sekundarno vodovodno omrežje. Sporedno za izgradnjo novega vodovodnega omrežja so se prevezali tudi obstoječi vodovodni priključki. To je v bistvu samo en drobec in pogled v to, kaj vse to za našo občino Gornja Radgona pomeni. In jaz verjamem, da tako kot je bilo 1. decembra 2021, ko so se podpisale pogodbe, je tudi danes izjemno pomemben trenutek, da občani vseh 3 občin vedo, da je ta investicija namenjena vsem nam, vsem tistim, ki bodo še v bodoče želeli tukaj na severovzhodu Slovenije najti svoj dom. In oskrba za zdravo, kvalitetno pitno vodo je ena izmed temeljev, kateremu moramo lokalne skupnosti tudi v bodoče slediti. Toliko bi jaz imela z moje strani. Še enkrat iskreno se zahvaljujem obema kolegoma. Zdaj v tem letu županovanja, ko smo vsi, seveda vas županom prvo leto, je bilo zahtevno, vendar se da vse s pogovorom urediti. Seveda pri tako veliki investiciji prihaja do trenutkov, ko je potrebno sklicati sestanek z danes na jutri in se stvari dogovorimo. Najprej bi se zahvalila vodilni občini Gornja Radgona, gospe županji, da je kljub številnim težavam, ki so spremljale samo izgradnjo vodovodnega sistema C, druga faza, da smo zadeve pripeljali do današnje zaključne novinarske konference. Občina Sveti Jurij je pristopila k projektu nadgradnja vodovoda sistema C, druga faza, namenom, da čim več gospodinjstvom zagotovi dostop do zadostnih količin zdrave pitne vode. Sedaj je projekt zaključen in v občini Sveti Jurij ugotavljamo, da smo s tem zagotovili, da preko 95% gospodinjstv v naši občini dostopa do vode iz javnega vodovodnega sistema. Kot sta že kolega povedala, sama gradnja je potekala v letu 2021, 2022 in 2023. Če se omejim samo na izgradnjo sekundarnih vodov v naši občini, lahko povem, da je bilo dokončano vodovodno mreže v vseh Selišči, na Jamni, na Blagušu, v naselju Rodički vrh so bili dograjeni 4 odseki in 1 odsek v naselju Stanetinci. V letu 2023 pa je bil izgrajen sekundarni vod še v vaseh Kukulajša, Gabrc in pa del Galošaka. Skupaj je bilo v naši občini izgrajeno 9249 metrov sekundarnega vodovodnega omrežja. Pri nas zaradi razpršenosti občine, mogoče še bolje kot v ostalih 2 občinah, je izgradnja vodovodnega omrežja še toliko bolj važna in je tudi zaradi same teritorialne razpršenosti toliko tudi dražja. In mogoče je to edini način za koriščenje kohezijskih evropskih državnih sredstev, da občine izvajajo skupne projekte, kajti sami pogoji oziroma
Pogoji razpisov za ta sredstva so namreč dokaj zahtevni in ena občina je premajhna, da bi izpolnjevala te minimalne pogoje, in to sodelovanje, združevanje pri teh večjih infrastrukturnih projektih je dejansko edini način, da občina, kot je naša, do teh sredstev tudi dostopa. Hvala lepa vsem izvajalcem, tudi nadzornemu inženirju, ki so sodelovali, da smo reševali sprotne težave, ki so seveda se pojavljale, in upam, da bomo še tisto, kaj je še odprto, da bomo uspešno zaključili in da bo gradnja zaključena in občani zadovoljni za samo izvedbo vodovoda. Na začetku bi omenil, da je bila investicija deljena na 4 osnovne sklope, kar pomeni, da sta bila 2 sklopa, sklop 1 in sklop 3 se izvajajo v občini Gornja Radgona, sklop 2 v Apačah in sklop 3 v občini Sveti Jurij. Predstavil vam bom pač tiste 3 osnovne izhodišča. Kot inženir v tej operaciji so vsekakor prvo, kar se tiče rokov. Roki so bili, dan podpisa pogodbe, ko je bilo znano, je bilo za začetkom decembra. Datum uvedbe v delo po postopku je bil izveden 16. Uradni pričetek izvedbe investicije se je pa pričel z 22. decembrom leta 2021. V skladu z FIDIK-om smo pač izvajali zaradi, vi sami veste, da je v tem času bil tako imenovani COVID, da so v tem času nastale posebni pogoji, težave pri dobavi, se je podaljšal rok za 67 dni oziroma 10,98%, kot poročilo piše, se je podaljšal tale rok izgradnje. Z 30. novembrom je operacija fizično po fizikalnih pokazateljih zaključena. Nas, se pravi, izvajamo v mesecu novembru, so se začele izvajati kontrole, to zdaj že začnemo, smo že začeli izvajati kontrolo in v roku 1. tedna decembra bodo kontrolni pregledi izvedeni in izdana bodo potrdila o izvedbi. Po operaciji oziroma v skladu s pogodbo nam sledi še rok za reklamacijo, v tem času pač odpravljamo pomanjkljivosti, ki bodo ugotovljene na kvalitetnem pregledu, in potrdilo izvedbe bo izdano takoj potem, seveda, ko bo izvajalec uspešno opravil odpravo napak pomanjkljivosti, ki se pač ugotovijo. Tako da je operacija danes nekje na 95%, bi rekel, teh 3-4%, ki so nam ostali, so še pa enostavno odprava pomanjkljivosti. Kar se tiče fizikalnih pokazateljev, kot sem v obvestilu že dal, je bila izvedba prvega sklopa izvedena 100%, s tem, da smo v sklopu 1 izmeli 2 fazi. Prva faza smo izvzeli postopek vodarne zaradi tehničnih in hidravličnih težav in se je izvedel samo transportni vodovod. To je sklop 1 občina Radgona. Potem smo izvedli, tako kot ste videli, se je ta sklop 1 izvedel cirka 7% v manjšem znesku, kot je bilo predvideno s pogodbo. Sklop 3 v občini Gornja Radgona je bil v skladu s pogodbo 3 499 360 izvedena, ta je že končana izvedba, je pa vrednost 3 613 930 49. Tu je bila prekoračitev glede na predvideno izvedbo za 3%, 3,27 natančno. Potem smo izvedli še sklop 1, dodatno zaradi dodatnega novega izračuna hidravlike v višini 388 000 evrov in je cirka 10% višji od osnovne predvidene s pogodbo. To je, kar se tiče občine Gornja Radgona. Fizikalni pokazatelj oziroma vrednost za občino Apače je pa bila iz 2 733 realizirana 2 719 56 ali 0,05% je bila investicija finančno cenejša, mislim manjša, kot je bila sklenjena pogodba. V občini Jurij ob Čavnici je pogodbena vrednost znašala 1 264 izvedbena vrednost je bila 1 364 tu je bila prekoračitev v višini 8%, izključno zaradi večje količine asfaltiranja cest v končni fazi, kot je bilo predvideno s pogodbo. Kar se tiče samih dolžin, je bilo v občini Gornje Radgone realizirani
glede z projektom cirka 1 km manj, izvedbo je bilo 12,732 km. Kar se tiče občine Apače, je bilo izvedeno to, koliko je bilo predvideno, v občini Sveti Ščavnici pa iz 9760 je bilo realiziranih 9249 metrov. Tako se pravi, to so, bi vam rekel, nekje osnovni fizikalni pokazatelji te operacije. Kaj nas čaka še do konca? Vse številke, ki sem jih zdaj omenil, oziroma kar se vrednosti tiče, so cene brez podražitev. Mi smo še v fazi usklajevanja in pogajanja glede določitve podražitve, do katere pač izvajalec uveljavlja svojo pravico v skladu z obligacijskim zakonikom, in ta postopek je zdaj tudi v zaključni fazi. Ta podatek boste pa vsekakor dobili že, ko bomo pač zaključili končne oziroma potrdili te njihove zahtevke. Mi smo dela izvajali predvsem v občini Gornja Radgona. Župani smo že postregli z vsemi podatki, tako da meni ne preostane drugo, da se zahvalim občanom za potrpežljivost in razumevanje ob tak obsežni izvedbi, ker je sigurno so oni to najbolj občutili, neke motnje pri prihodih, odhodih in vsakdanjem ritmu življenjskem. In tudi bi se rad zahvalil za zaupanje naročnikom in predvsem z upanjem, da smo izpolnili njihove pričakovanja ob uspešno zaključenem projektu. Mi smo pa izvajali dela v občini Apače in pa Sveti Jurij. Glede na to, da je že bilo vse povedano, ogromno vsega se ne bi rada ponavljala, zato bi se še samo iskreno zahvalila vsem skupaj.